Za začetek dobro vprašanje. Kaj delamo tukaj? Vprašanje je dobro, samo odgovor je vprašljiv. Kaj delamo tukaj iz meseca v mesec? Gospa reka, da poslušamo. Bistrino, malo mogoče. Širimo vzorje. Ja. Mislim. Malo razmišljaš drugače, na drug način. Ko odideš, razmišljaš drugače, ko prideš, razmišljaš drugače. Vse je prav. A je to dobro? Ja, zakaj pa ne? Ne je dobro. Ne, povejte. Ja. Zakaj? Ja. Zakaj je dobro? Ja, zato, da ne zakrkneš čisto, ne? Da neke druge vibracije so v možganih, malo razmišljaš, ko greš od tod, se pogovarjava, drugače razmišljamo, debatirava, pridemo domov, spet drugače razmišljamo, ko gremo vsem zopet, kaj bo danes, v bistvu, isto kot če greš na koncert, ne? Mislim, jaz jemljem to tako kot en dogodek, greš na koncert z nekim pričakovanjem, nekaj dobiš, o tistem razmišljaš, v času razmišljanja se v tebi sprožajo neke misli in ko odideš zopet nekako drugače, da si nekako v pogonu, da ne zakrniš čisto. Mislim, jaz to doživljam tako kot en koncert, mislim, kot nek koncert, kot eno predstavo, mislim, jaz tako doživljam to, ne? S tem, da je to bolj za mišljenje, ne? Ja. Koncert je pa bolj za čustva. A, pa tudi je koncert za mišljenje. No, jo, ampak mislim, za razmišljanje, no, ja. No. Neke kognitivne zadeve tudi drugače potekajo, ne? Ampak so lahko tudi na čustveni bazi, no. Mislim, tudi čustveno, niso to samo za mene, mislim, to verjetno vsak drugače, ampak za mene niso samo kognitivne, ampak so tudi čustvene. Jaz vsem mislim, da se tu precej razmišlja, pa ja. Manj čustuje. No, mislim, da smo imeli nekaj par zelo čustvenih, ne rekel izbruhov, ampak dogodkov pa zagotovo. Ne? Skratka, da je to nekaj posrečena mešanica pri spoznavnih, bi rekel, stvari, plus, voda, jasno, ob tem človek jih nova spoznanja pravzaprav dojema tudi po tej emocionalni plati. Niti vse eno, po domač rečeno, ne? Ok, že kdo je rekel? Jaz bi mogoče rekel, da tole na nek način, mogoče jaz to doživljam drugače kot koncert, zato ker se mi zdi, da če nekaj govorimo o subjektu, ne, kar smo mi vsi, ali pa naj bi bili, ali pa naj bi bili zmožni to postati, se to verjetno nas še bolj intimno dotika, ne, kot pa kakšen koncert. V tem smislu, ne, da pač subjekt nekaj, kar smo mi zmožni postati. Torej, potem je to vsekako relevantno, pa se sploh ne sprašujem več, zakaj bi bil tukaj, ker mi to samo z tega stališča. Ampak glasba je zelo racionalna. Ja. Kontrapunkt harmonije ni nečustveno. Čista matematika. Ne, sem ni tako neposredno vezano. Tudi, ne, je pa na čustva vezano, ne? Ja. Tudi, ja. Jaz se ne dojemam, pa jaz tudi tukaj ne mislim, da je subjekt nekaj izven čustva. Čustvovanje je del subjekta, ne, del njegovih funkcij, tako da se mi zdi, da je to tako različno. Zakaj se vam pa zdi čustvo tako pomembno? Ker tole daje v bistvu tudi užitek na koncu. Doživiš en užitek ob spoznanju nekih novih stvari. Skratka, to ni čisto samo racijo, ampak racijo plus. Užitek je lahko tudi v tem, da nekaj slišiš, kar si nekako že kdaj mislil, pa nisi znal tega izreči. Ja. Pa recimo artikulirati misli, pa je pelati recimo na vaš način, je zanimivo to poslušati, ne? Ker se to sestavlja
na nek treniran način zanimivo razvijati misel, pozvati, kako se določene stvari povezujejo. Tako, jaz sem fasciniran z To načinom je razmišljanja. neka pustolovščina. Ja. Točno. Pustolovščina, Bolj, recimo rock koncert je tako, greš, pa se imaš 3 dni fajn, pa recimo pol malo pozabiš, pa se malo spomniš, tu ti pa vedno da določene stvari, vsaj meni v glavi ostanejo, potem se vračajo, razmišljajo, odpirajo nove dimenzije, ne, to je tisto, ko privlači, a ne, vsaj meni. Sprožajo mišljenje, tako drugačno, o svetu, odnosu do sveta. Tega manjka danes, se mi zdi, da je vse skupaj tako precej plitko. S tem zadnjim se gotovo strinjam. To je nesporazum. Kam pa vodi vse skupaj? Jaz A gledam sploh kam vodi? te posnetke vaše na YouTubeu, ne, tudi predavanj, mislim, da še imate na tem drugih knjižnicah predavanj, ne, tako pač neke univerzalne stvari se tudi išče, pa partikularne stvari, krat omenja in te zadeve fascinirajo, se iskati neke univerzalne stvari človeku, ki so ga spremljale od nekdaj pa do zdaj, se pa vedno pojavljajo. In na te stvari dosti pozabljamo, ne, sem videl, sem tako partikularne, vedno bolj začeti. Ne, mogoče rekel, ko ste vprašali, mogoče pa to dogodek, ki se mu prepustimo, kako ste zdajnič definirali. Bomo videli, kam bo podali. Človek, Še eno vprašanje. Pred časom ste rekli, da bi govorili o teoriji subjekta. A to pomeni, da bomo zdaj govorili o tem še naprej? Koliko časa bomo govorili, ali ne bi govorili več? Ali pomeni kaj drugega? Zanimive mogoče so te vaše, rečemo temu, odskoki, ko smo recimo določen film, oziroma ko ste ga predstavljali, so bile zanimive potem, rečemo fusnote, tako rekoč bi rekel, na nek način rekel, ki jih date in praktično potegnete z tega zdomka drugega kota en drugačen pogled na neko temo, ne? Ki je pravzaprav mi nismo, večino jaz zase govorim, jih pravzaprav nisem poznal oziroma jih nisem skupaj sestavil, ne? Puzzle sestavljate, zelo zanimiv način. Nekateri bi rekli pucle. To vam tudi zgledati, ja. Prav. Teorija subjekta je po eni strani na nek način izjemno zahtevna. Zelo malo ljudi sploh ve za njo. Zelo malo, ekstremno malo ljudi ve, kaj to sploh je, razen da je mogoče ta izraz, teorija subjekta mogoče razumeli tudi kot dve besedi, ena pa za teorijo, druga je pa za subjekt. Subjekt je beseda, ki jo ljudje v sedanjem življenju uporabljajo in je lahko sinonim za marsikaj. Subjekt lahko pomeni človeka nasploh, ali pa osebo. Ta subjekt je storil, kaj tudi to. Lahko je sinonim tudi za človekovo osebnost, naprimer, ali pa za državljana. Veliko možnost je in človek bi se lahko mirne duše zadovoljil s takim razmišljanjem. Teorija subjekta je še ena od teorij, ki se ukvarja naprimer s človekovim osebnostjo, recimo s človekovim jazom ali pa celo samozavest, torej z načinom, kako se človek zaveda samega sebe. Teorija subjekta, o kateri tukaj govorimo, ni nič od tega. Ni niti približno
nič od tega. Kar pomeni, da je vnaprej obsojen na neuspeh vsak poskus, da bi teorijo subjekta priredili kakšni drugi, že znani teoriji, češ, vse gre zgolj za različico, ne vem, teorije osebnosti, recimo. Ali pa zgolj še za eno v vrsti teorij osebnosti, ali pa morda za eksotično teorijo osebnosti, ali pa posebno, ali pa kaj podobnega. Vsak tak poskus je vnaprej obsojen na neuspeh, ker temelji na popolnoma napačnih domnevah, kaj teorija subjekta je. Teorija subjekta razumemo samo, če se ukvarjamo s teorijo subjekta. Ne moremo se ukvarjati recimo s teorijo človekove osebnosti in priti do teorije subjekta. Ne moremo. Če se ukvarjamo s teorijo osebnosti, se ukvarjamo zgolj z osebnostmi. Psihologi, na primer, ki poskušajo razložiti, kako nastane človekova osebnost, kako se razvija, kaj je za nas značilno in tako dalje in tako dalje. Zato smo se tudi lotili pred časom začetnega vprašanja, zakaj teorija subjekta sploh nastala? Zakaj je bilo zgodovinsko nujno, ker je bilo, dejansko je bilo zgodovinsko nujno, da je sploh nastala? Kakšna razlika je nastala s teorijo subjekta? V odnosu do česa je teorija subjekta drugačna? In ko rečem, da je drugačna, rečem, da je radikalno drugačna. Zapravi, kot sem prej rekel, ni mogoče prilagoditi nobeni znani teoriji. V tem smislu je zelo pomembno, da razumemo, da teorija subjekta sama po sebi je singularnost. Pravi, je nekaj, česar preprosto ne morete pojasniti z nobeno drugo teorijo. Zato bi morala biti za ljudi, za raziskovalce, na primer, ki se ukvarjajo s človekom, s človeško osebnostjo, nekaj traumatičnega. Teorija subjekta bi morala biti za vsakega človeka nekaj traumatičnega oziroma nekaj neprebavljivega. Nekaj, česar kratko malo ni mogoče pojasniti oziroma razumeti. In tem je zelo pomemben vzvod za samo teorijo subjekta. Teorija subjekta kot singularnost nastaja kot edinstven način razmišljanja o človeškem delovanju. Edinstven. Hkrati je to način razmišljanja o človeškem delovanju, ki ga ni mogoče nadgraditi. Nikoli ne bo obstajala teorija o teoriji subjekta. Nikoli ne bo obstajala metateorija subjekta. In to je tudi kot singularnost teorija, ki preprosto nima alternative. In zato je traumatična, je neprebavljiva in po eni strani je to tudi razlog, da jo večina ljudi ne pozna, večina ljudi ne ve zanjo. Tudi večina znanstvenikov ne ve zanje, tudi večina psihologov ne ve zanje, celo večina psihoanalitikov ne ve zanje, tudi filozofi ne vedo zanje. Kar je pomembno. In seveda tudi pojasni, zakaj je tako. Ker se ljudje, tudi če so raziskovalci, na določeni točki ustavijo. Veliko ljudi je, tudi veliko raziskovalcev je, ki se preprosto ustavijo. In v svojem raziskovanju ne gredo več naprej. Ne gredo dovolj daleč. Zadovoljijo se z spoznanji, do kateri so prišli, zdijo se jim dobra, prepričljiva, zdi se jim, da imajo veliko pojasnjevalno moč in si rečejo super. To je zdaj orodje, s katerim lahko pojasnjujem tisto, kar mislim, da pač želim pojasnjevati, kar me zanima. Torej je, gotovo je tak način delovanja vezan na človekove interese. Na človekove interese, morda tudi na
kakšno potrebo recimo ali željo za to, kar je razumljivo tudi v vsakdanjem življenju vsakemu človeku. Človek se zelo hitro lahko zadovolji z načinom razmišljanja, ki je usklajen s tem, kar sem ravnokar povedal. Moj interes je, da se ukvarjam s tem, moj interes je, pa moja želja je, da bi pojasnil to in to. In ko sem to storil, je moje želje zadovoljene, moje interesi so zadovoljeni, moje potrebe so zadovoljene in jaz se ne mislim nikamor več premakniti. Tukaj bom ostal, to znam, to razumem, meni je dovolj in iz tega lahko človek naredi tudi dobiček, recimo profit, lahko tako znanje, do katerega je prišel, prodaja, danes to ni noben problem, lahko tudi zasluži veliko, lahko zasluži tudi zelo veliko. In je potem še bolj zadovoljen in ljudje so lahko zelo hitro tudi hvaležni takim prodajalcem znanja. So lahko hvaležni in tudi so jim pripravljeni plačati veliko denarja, da lahko hodijo njihov seminar, njihov predavanja ali so pa udeležujejo kakšnih delavnic in tako dalje in tako dalje. In je na prvi pogled videti, da je taka vednost zelo uporabna. No, teorija subjekta ni uporabna. V takem smislu že ne in nikoli ne bo. Preprosto ne more biti. In danes bom poskušal pokazati, zakaj ne. Ne more biti torej uporabna. Človek bi se moral na začetku ali pa vsaj potem nekje na poti, če bi se že lotil teorije subjekta, resno vprašati, zakaj to sploh počnem. Zakaj se hočem ukvarjati s teorijo subjekta? Bi se moral človek resno vprašati, ne samo površno, plitvo, resno. Zakaj to hočem? Večina ljudi namreč tega noče. Večina ljudi sploh ne ve, da to obstaja, da bi se sploh znašla v položaju, da bi lahko hotela ali pa ne hotela teorije subjekta. Teorija subjekta, nastanek teorije subjekta je mogoče misliti skupaj s takimi dogodki, kot je recimo Kopernikovo izračunavanje gibanja nebesnih teles. Kopernik sam ni mogel vedeti, kam ga bo pripeljalo njegovo početje. Ni mogel vedeti in tudi ni vedel, dolgo časa ni vedel. In ko je začel spoznavati, kam ga to pelje, ga je kap. In se je ustrašil. In zato ni želel objaviti svoje knjige. Ker se je bal inkvizicije, bal se cerkve. Bal se je upravičeno. Ampak strogo jedro tega, kar je storil Kopernik, ali kasneje Charles Darwin, je singularnost. Kar pomeni, da vselej velja, ne samo v času, ko je Kopernik živel, vse v času, ko je Charles Darwin živel, pa ni bilo več inkvizicije. Ampak se je Charles Darwin ravno tako bal objaviti svoj rukopis o nastanku vrste. 4 stoletja se ga je bal objaviti. In ga ni. Pa ni bilo inkvizicije. Bal se je za svoje... Mogoče se ni bal ravno za svoje življenje. Gotovo se je pa bal pač napadalcev. Čeprav je ponujal singularnost, nekaj absolutno novega. Nekaj, nad čimer bi bili lahko ljudje navdušeni. Zelo dobro vprašanje je, zakaj niso? Zakaj obstajajo dogodki iz zgodovine, ki pričajo, da ljudje množično, zlasti seveda pa oblastniki, niso bili navdušeni nad novo vednostjo. Razumen človek bi upravičeno pričakoval, da bodo ljudje navdušeni nad novimi spoznanji. Razumen človek opazuje otroke in se praviloma navdušuje nad njihovo bistrostjo. Jaz ne poznam mamice, ki ne bi bila navdušena nad bistrostjo lastnega otroka.
Pa tudi ne poznam očeta, ki ne bi bil navdušen nad inteligenco lastnega otroka. In ljudje se zelo radi hvalijo, kako so otroci bistri, kako veliko hočejo vedeti, kako je to dobro, da postavljajo vprašanja, da so zvedavi, da imajo domišljijo, da želijo raziskovati svet okrog sebe, da želijo napredovati. Gotovo so starši navdušeni, če imajo take otroke. O tem najbrž ni resnega spora. Ne, razumen človek, še enkrat poudarjam, razumen človek se težko predstavlja, da bi imel otroka, ki bi bil kontra. Se pravi, nič ne bi hotel vedeti, nič ne bi hotel raziskovati, nad ničemer ne bi bil navdušen, vseeno bi mu bilo, kaj se dogaja okrog tega. Kratko malo ne verjamem, da je to sploh možno. Govorim o približno razumnem človeku, čeprav približno razumni smo vsi. Zelo težko je biti nerazumen. Tudi če vam 3/4 možganov manjka, je še zmeraj to težko. Zato človek zelo težko zboli za demenco, na primer. Zelo težko je postati dementen. Možno je, ampak traja dolgo časa, ker vam mora razsuti, ne vem, pol možganov. To vse drži najbrž. Zakaj potem nenadoma pride do obrata? Do tistega obrata, ki sem ga omenil. Da ljudje na neki ravni, na neki točki, kratko malo ne želijo več vedeti, kot pa že vedo. In ne samo, da ne želijo vedeti, se tudi aktivno upirajo tistim, ki na primer vedo. Ne berejo knjig ali pa v najbolj dramatičnih primerih še koga zakurijo ali pa kamenjajo do smrti ali pa vsaj popljuvajo. To je gotovo zanimivo empirično dejstvo. Zakaj ta obrat? Odkot? In Freud sam je bil na to pozoren in tudi veste najbrž, da je v določenem trenutku na to upozoril in dejal, da je vredno razmisleka. Kakšna je razlika med povprečno miselno zakrnelostjo odraslega človeka in intelektualno bistrostjo povprečnega otroka? Razlika je ogromna. Razlika je velikanska. In to mora bosti v oči in izzivati človeka k razmisleku, da bi si odgovoril na vprašanje, zakaj je tako. Zakaj pravzaprav ne bi bilo, ne ravno obratno, ampak zakaj ne bi bilo vsaj tako, kot je bilo na začetku, ko so otroci bistri, zvedavi, hočejo veliko vedeti, postavljajo vprašanja, raziskujejo in hočejo napredovati. Ko se z njimi dogaja nekaj, kar je stvar tako rekoč naravnega razvoja. Otroka ni treba nikakor priganjati k raziskovanju okolja, v katerem živi. Nikakor. Še noben roditelj ni imel težav z otrokom, ki ne bi hotel postavljati vprašanj. Takega roditelja še ni bilo, ker otrok sam po sebi, sam od sebe zastavlja vprašanje. Obstajajo celo roditelji, ki imajo težave, ker se jim zdi, da je teh vprašanj preveč. In v določenem trenutku reče otroku, zdaj pa bodi že tihe enkrat. Naprimer. In je mnogo lažje, to vsi vemo iz svojih izkušenj, mnogo lažje je otroka zatreti, kot pa spodbujati, da vsaj ohrani to držo, če jo že naprej razviti ne more. Da bi jo vsaj ohranil. Če bi jo ohranil, potem bi moralo margoleti odraslih ljudi, ki bi se obnašali, in to bi bilo videti že z aviona, tako kot otroci. Bi bili zvedavi, hoteli bi veliko vedeti, hoteli bi raziskovati in tako dalje in tako dalje. Bili bi vedno znova začudeni, da je svet veliko bolj kompleksen, kot se jim je zdelo, da je v svetu mogoče povedati neprimerno več, kot pa se v določenem trenutku zdi in tako dalje in tako dalje. Torej, takih ljudi bi morali biti kot listje in trave, pa jih tudi približno ni. Odraslih namreč.
torej gotovo je to vprašanje na mestu. Zakaj je tako? In seveda, to vprašanje je na nek način usporedno z začetno trditvijo danes, da je, na primer, teorija subjekta, zdaj se ukvarjamo z njo, da je singularnost. Torej, na nek način je nesimbolizabilna, če lahko pravim ta Freudov izraz. Ni jo mogoče prevesti v noben drug jezik, v nobeno drugo teorijo, ni se mogoče zadovoljiti s približki, češ, saj približno vem, zakaj gre, nekaj podobnega je tisti drugi teoriji, ki jo že poznam. Ne, ni. Teorija subjekta ni podobna nobeni drugi teoriji. Ko govorimo o človeškem, o ljudeh, o tem, kar imajo ljudje med seboj in tako dalje. Zato je tudi nastala, ker je v določenem trenutku, tam nekje v 50 letih prejšnjega stoletja, obstajala ne ravno nevarnost, ampak določena možnost, da bi se ljudje in tudi strokovnjaki in znanstveniki zadovoljili z teorijo jaza oziroma z teorijami objektnih odnosov, kot se je takrat reklo, oziroma teorijami osebnosti. Obstajala je možnost, da bi se našel kdo, ki bi rekel, zdaj pa pravzaprav že znamo pojasniti nastanek in razvoj človekove osebnosti, vemo v glavnem vse, kar je treba vedeti in zdaj bomo samo še izpilili to teorijo, recimo eno od njih, teh, ki so bile takrat aktualne, ali pa bomo samo še dodali kakšen detajl, ampak v glavnem vemo, kaj osebnost je, vemo, kako nastane, kako se razvija, kaj je zadnji značilno, vemo, kako nastane temperament, vemo, kako nastaja značaj, kako se razvija inteligenca in tako dalje. Imamo dovolj modelov, statističnih modelov, recimo imamo simulirati razvoj človeka, vemo, kako poteka razvoj v prvem letu starosti, drugem, 5., 10., 15., 25. do smrti. Ne bi bilo problema. In to je bilo možno reči. To je bilo mogoče reči. Obstajal pa je vsaj en radikalen problem. Človek bi rekel, hvala Bogu, ker drugače bi lahko preprosto nehali raziskovati in rekli, tako prišli smo do konca. Tako kot so v določenem trenutku v zgodovini že kakšni fiziki ali matematiki in tudi drugi trdili, da bolj ali manj že znamo vse nam je bolj ali manj jasno, samo še kakšen detalj bomo dodali, to bo tudi vse. Torej ni. Obstaja radikalen problem, s katerim se srečuje čisto vsako človeško bitje. Tako rekoč vsak dan, oziroma vedno znova. Torej, obstaja problem človeške eksistence, s katerim se spopada vsak človek, tudi če tega ne ve. To je objektiven problem. To je objektivna težava. Tudi če se človek ne zaveda, da je težava, in deluje na njega kot težava. Torej, govorimo o nečem, kar je objektivno, kot gravitacija, ki deluje na ljudi, tako kot deluje gravitacija. Kar seveda pomeni, da je mogoče, ampak samo mogoče, priti do vpogleda v ta problem. Z gravitacijo se namreč lahko zadovoljimo in rečemo, da pač obstaja in da deluje na nas, da zato ne moramo prav visoko skakati, naprimer, in rečemo, pač tako je. Nam se v življenju pravzaprav ni treba kaj dosti ukvarjati, zakaj tako je, ko govorimo o gravitaciji. Preprosto sprejmemo, da je. Lahko celo pozabimo, kakšen je gravitacijski pospešek, ko smo se učili pri fiziki, tam nekaj 7. razredu osnovne šole. Nič hudega nam ne bo, če pozabimo na to. In če ne znamo zračunati, koliko prevozi avto, če vozi s pospeškom, ne vem kakšnim, v 50 sekundah. Nič hudega nam ni. In večina ljudi se tako tudi obnaša. Ne samo, ko govorimo o gravitaciji, in tega jim ne moramo zameriti, pa tudi nič hudega ni, če se ne ukvarja. Pač pa tudi, ko govorimo o teoriji subjekta. Ko govorimo o še nekem objektivnem dejstvu, ki na nje vpliva, ampak obstaja razlika med gravitacijo in teorijo subjekta, ki je v tem, da
če se s teorijo subjekta ne ukvarjamo, pa lahko imamo resne težave. Za razliko od tega, če se ne ukvarjamo z gravitacijo. Teorija subjekta deluje drugače na vsako človeško bitje kot gravitacija. Kako deluje? Kako v osnovi deluje? V osnovi deluje tako, kot je zapisano čisto na začetku, v bistvu v uvodnem poglavju Badiouxove knjige Teorija subjekta. Alain Badiou je svoje razmišljanje o subjektu, o vprašanju, kaj subjekt sploh je in zakaj ga potrebujemo in the first place, začel z razmišljanjem, ki je strogo vzeto matematično. In to je dobro, to je pomembno. Razmišljanje matematično v nekem strogem pomenu besede. V tistem strogem pomenu besede, ko lahko rečemo, da je v vsakem svetu, v katerem obstajajo diskretne enote, 1 plus 1, 2. In ne more biti 3. V vsakem svetu, v katerem lahko štejemo, je 1 plus 1, 2. Izhodišče je torej dobro, zato ker ga ni mogoče ovreči. Okay? In k temu Badiou doda še nekaj, kar je mogoče na prvi pogled trivialno res, pa ni. Vsak od vas ve, da smo ljudje bitja, ki uporabljamo jezik. Ni pomembno v tem trenutku, zakaj ga uporabljamo, čemu, zakaj je nastal, kaj bi radi. Dejstvo je samo to, da ga uporabljamo. V sedajnem življenju uporabljamo jezik. Ko uporabljamo jezik, je nesporno res, da poimenujemo stvari, objekte, telesa. Vse, kar je mogoče poimenovati, bi tudi lahko poimenovali, čeprav ne bomo, naše življenje so prekratka, da bi to lahko naredili. Zato uporabljamo tudi v najboljšem primeru samo nekaj tisoč besed v svojem življenju. Ne obstaja človek, ki bi uporabljal 100 000 besed. Naprimer, Slovenec ali Slovenka, ki bi uporabljal 100 000 besed. Ne obstaja. Pa bi lahko bi tudi več, lahko bi 500 000. Ker nam je treba. Naprimer, se lahko zadovoljimo s tistih nekaj tisoč za vsakdanje poimenovanje, če zakoli že, in za medsebojno sporazumevanje. Čeprav je ob tem že, seveda, čisto smiselno in produktivno reči, zakaj ne bi ljudje uporabljali večji del jezika, recimo maternega jezika, kot pa ga. Če bi ga lahko, zakaj ga ne? To je gotovo zanimivo vprašanje. Zakaj ne bi bilo zanimivo? Če poskušate nekaj artikulirati v sedajnem življenju, recimo skušate artikulirati nek problem. Lahko pridete z malo napora, ni ga treba veliko, lahko pridete z malo napora do izkušnje, o kateri smo že prej na začetku govorili, do izkušnje, recimo, da določenega problema preprosto ne morete artikulirati. Da vam recimo manjka besed. Rečete, ta prava beseda mi manjka, da bi artikuliral nek problem, ali pa neko zadevo, ali pa neko dogajanje, nek dogodek, nek objekt, dejstvo, vse en, kaj. Zelo hitro. In človeška bitja, ki se učijo jezika, naprimer v šolah, vsa človeška bitja, naprimer vsaj v tem okolju, v katerem mi živimo, se učijo leta in leta, naprimer maternega jezika v šolah. Se učijo. In gotovo je v tem še eno zanimivo vprašanje, česa se v resnici učijo. Česa se v resnici učijo. Ali se res učijo pri jeziku, naprimer,
artikuliranja tega, kar se jim dogaja. Ne. Se ne učijo. Se ne učijo. V šolah se, vsaj po nujnosti, ne pričakuje, da bo na primer na koncu osnovne šole kakšen otrok znal napisati pesem. Še ne pričakuje, lahko da se najde kakšen, pričakuje se pa gotovo ne. Ampak v resnici ni nobenega pametnega razloga, zakaj ne bi vsak otrok ob koncu osnovne šole znal artikulirati kakšno pesem. Ni treba, da je ravno Prešeren. Ne mislimo, da bi vsi morali biti Prešeren. Zakaj ravno pesem? Zato, ker je dober primer rabe jezika, ki terja od posameznika veliko miselnega, kognitivnega napora. Pesem je težko napisati. Nekoč je polemizirala, gospa z mano na enem predavanju, češ, da je to lahko kar prosta asociacija, skrb pečeš, pa je kar pesem. Ta gospa ne ve, kaj pesem je. Prosta asociacija skrb zmeta, da zna vsakdo. To pa res ni problem. Prosto asociiraš. Pesem ni. Pesem je zahtevno, naporno, kognitivno delo, je ustvarjalno delo, je kreativno delo. Delo, ki ga potencialno zmore vsak človek, kolikor uporablja materni jezik, vsaj materni jezik. Ampak otroci se tega ne učijo, se pa učijo na pamet, učiti pesmi drugih. To pa ja. Kar je sprto z vsako logiko, če me ne vprašate. Učiti se na pamet pesmi drugih, namesto da bi se učili pisati svoje. Kar je zahtevno mentalno delo, ki zajema čisto vse vidike človekovega, ne samo kognitivnega, mentalnega, duhovnega delovanja. Od emocij, občutkov do najbolj zahtevnih intelektualnih operacij oziroma rabe jezika tako, da boste zadovoljni, da boste artikulirali neko misel, nek občutek, nek dogodek, nekaj, kar imajo ljudje med seboj. Kar imamo med seboj. Naprimer tako, da boste zadovoljni. Oziroma, vsakič, ko boste to naredili, boste rekli, vse mogoče bi se pa dalo še malo bolje. In vsakič se da. A se sploh lahko predstavljate, kakšen bi bil svet, v katerem bi se ljudje sistematično učili tako artikulirati to, kar imamo med seboj. Trdim, da bi bil bistveno boljši, kot je. Vse preveč ljudi, in glede tega se z lahkoto prepričate v vsakdanjem življenju, ki se zelo hitro zadovoljijo z razmisleki tipa, meni se zdi, da je nekaj tako, in potem, ko ga vprašaš, zakaj pa misliš, da je tako, preprosto reče, je pač tako je. Ali pa, ja, meni se tako zdi. Jaz te nisem vprašal, kako se tebi zdi. Jaz sem te vprašal, zakaj se ti tako zdi. Odkot je ta občutek sploh prišel? Jaz imam ogromno predavanj in svoje življenje se srečal na tisoče dijakov in študentov in učencev in tako dalje. In je zelo klavrno vedno znova naleteti na enak tip način razmišljanja, ki je v resnici bolj podoben ali pa je bolj učinek treninga oziroma dresiranja, kot pa artikuliranega razmišljanja in govorjenja. Zato večina ljudi niti svojih mnenj ne zna artikulirati, ampak jih samo brani. Jaz pač tako mislim. Meni se zdi, da je tako. Ali pa ljudje zelo hitro pridejo do tega, da postanejo impulzivni in rečejo, pusti me primer. Tako pač mislim, pa daj mi že mir enkrat, kaj hočeš od mene? A kaj? Da se obnašaš kot simbolno bitje, zato ker to si. Vsi od rib pričakujemo, da plavajo. In od ptic pričakujemo, in to upravičeno, da letijo po zraku. Ni pa tako res, da bi vsi ljudje drug od drugega in sami od sebe, sami do sebe, pa od sebe pričakovali, da bodo mislili. Pogosto je celo ravno obratno.
Zdi se, torej, pogosto se zdi, hvala Bogu, ne vedno, ampak pogosto se zdi, da manj kot misliš, bolje je. Me vsaj pustijo primer. Jaz vedno znova poslušam, da je nevarno misliti, sploh pa pred drugimi, tako kot zdajle, sploh pa ne pred kamero. Ne moreš pred kamero misliti, ko bo jutri na YouTube, si čisto nor, ker vsi lahko poslušajo. Kaj se bodo pa mislili o tebi? Povprečen otrok je v svojem življenju tolikokrat to slišal, da si preprosto ne upa več, polko je enkrat tam, ne vem, najstnik ali pa mogoče malo starejši, ker je tako zasidrano to njegovo glavo. Ne moreš kar na glas govoriti pred drugimi ljudmi, ki se bodo o tebi nekaj mislili in ti ne moreš vplivati na to. Jaz ne moram vedeti, kaj boste vi mislili. Torej, najbolje biti tih. Pa še takrat imaš problem, kajti tudi, če si tih, si nekaj mislijo. Naprimer, zakaj si tih? Je kar da reče. Zdi se, da ni izhoda. Če kaj rečem, ni v redu, če nič ne rečem, pa spet ni v redu. Ker v vsakem primeru že nekaj mislijo. But guess what? Ljudje si itak vse nekaj mislijo, zato ker so misleča bitja. Torej, ni nobene potrebe, da koga svarimo, češ, kaj si bodo mislili, ker to je ravno kot da bi ribiča svaril pred tem, da če bo šel gledati v reko, bo videl, da ribe plavajo. Ti sam bod pozoren, veš, ribe plavajo. Ja, saj kaj pa pričakujete od njih, da bojo počele? Ampak ljudje smo res čudna bitja, da pa lahko to isto logiko obrnemo celo proti sebi. Ne smem pričakovati od sebe, da bom mislil. Saj kaj nam pa sploh še ostane? Ja, dobimo plavutke, plavalno koži, postanemo race, ne vem, pa je tako, pa začnejo plavati, pa galebi. Ja, vse. Torej, to so zanimivi problemi, vezani na neko zelo preprosto, osnovno in, kot sem že rekel večkrat, radikalno, objektivno dejstvo, ki je zapisano tudi v prvem poglavju Badiouove knjige o teoriji subjekta. To pravzaprav zdaj komentiram, to, kar tle piše Fußnote, serija Fußnote, nekdo to rekel, komentiram Badiouove zapis, poimenovanje. Poimenovanje oziroma artikuliranje je preprosto nekaj, na kar smo obsojeni. To je naša usoda. Lahko bi celo rekli, brez posebnega pretiravanja, da smo na tem svetu zato, da artikuliramo. Da mislimo in da uporabljamo jezik, ki ga imamo. Lahko uporabljamo celo jezike, ki se recimo še naučimo. Da artikuliramo kaj? Ja, samo realnost. Naša naloga je, da artikuliramo realnost. Artikulirati pomeni med drugim natančno jo opisati, naprimer, pa natančno jo opisovati. Z najrazličnimi sredstvi, ni treba, da je to samo jezik kot jezik, ki ga zdaj jaz uporabljam. Slikari delajo isto. In glasbeniki tudi. In mnogi drugi ljudje seveda tudi. Obstaja neskončno, tako rekoč, načinov, kako je mogoče artikulirati realnost. Ampak v vsakem primeru je res, da je to naša usoda. To je naša dolžnost. Če smo za kaj na tem svetu, potem smo zagotovo za to. Da poskušamo artikulirati. In če bi človek, ne vem, recimo starši včasih vprašajo, če imam kakšen nasvet, kako naj vzgajajo otroka. Jaz sicer ne dajem na svetu, ampak včasih pa rečem, da obstajata dva temeljna principa, ki jo treba zgolj spoštovati. Pa je zelo vprašanje, če lahko kaj narobe naredite ali pa naredijo starši. Prvi odgovor na vprašanje, kako vzgajati otroka, je čisto preprost. Čim manj. Ker se nažalost zelo hitro zgodi, da ga začnete zatirati in rečete, da je to vzgoja. Zapirati otroka ni isto kot vzgajati ga. Vzgajati pomeni spodbujati ga. In seveda, drug odgovor je tako rekoč na dlani. Spodbujajte ga k razmišljanju, k artikuliranju realnosti, vključno z njegovo notranjo, intimno realnostjo, ker za to pa je na tem svetu. Preden začnete mu podtikati
da je na tem svetu za vse tisto, kar bi vi radi, da bi on dosegel. Starši imajo to zelo radi. Postanejo nenadoma prepričani, da je otrok na tem svetu zato, da zadovoljijo njihove želje, ali pa ambicije, ali pa interese, ali pa pričakovanja, ali pa potrebe. Otrok ni zato na tem svetu. To velja za vsakega človeka. To je nekaj, kar je univerzalno res. Človek je tukaj zato, da artikulira, da poskuša artikulirati svet, v katerem se je pač znašel. Vključno s samim seboj, se pravi, da artikulira tudi samega sebe, oziroma da artikulira sam način artikuliranja sveta. Se pravi, da se sprašuje, kako izpolnjuje dolžnost, ki jo ima na tem svetu, kako počne tisto, kar mora početi. Da se, na primer, včasih vpraša, ali bi to lahko počel še na boljši način. Ali obstaja še bolj artikuliran način, ali ga lahko še izpopolnim, razvijam in tako dalje. Odgovor je že na dlani, odgovor je že naprej jasen. Vedno ga še lahko. Če bi Shakespeare živel še 100 let, na primer, bi napisal drame, recimo, ali pa igre, ali pa kaj podobnega, ki bi nam samo čeluz dol padla, če bi danes, recimo, naleteli na kakšen tak tekst. Recimo, da bi živel, da ne bi vedel, da je umrl, recimo, da bi se odselil na drug planet, pa bi čist daleč proč od ljudi napisal še 2 igri in bi to potem antropologi ali pa arheologi bi to našli. Sigurno bi vam čeluz dol padla, ki bi rekel, wow, kako je pa on to naredil, kdaj, kako je to zmogel. A veste zakaj? Zato, ker, ko govorimo o artikuliranju, in to je bil veliki problem, naprimer, zlasti ameriških humanističnih psihologov, ko so razvijali teorijo osebnosti, tam, ko sem rekel, v času druge svetovne vojne, po 50 letih. Človekov razvoj, človekova pot na tem svetu, po definiciji ni linearna, ni kontinuirana, ampak je diskontinuirana. Naše življenje je samo po sebi vrsta preskokov, je vrsta prehodov, ki so taki, da nas lahko presenetijo, torej lahko presenetijo nas same. Mi se lahko zaradi, se pravi po objektivni nujnosti, kako je svet narejen, v katerem živimo, se lahko znajdemo v položaju, naprimer, v situaciji, ki preseneti nas same. To pomeni, naprimer, čisto preprosto, da se lahko znajdemo nekega dne v svetu, simbolnem svetu, naprimer, v katerem odkrivamo, da smo zmožni za nekaj, o čemer se nam včeraj še sanjalo ni. Naprimer. Da lahko spoznamo ali odkrijemo ali razumemo nekaj, o čemer nismo imeli še včeraj najmanjšega pojma. Ali pa, da smo zmožni narediti kaj takega, o čemer si tudi približno nikoli nismo predstavljali, da bi se to lahko zgodilo. V tem je šele čar eksistence, če mene vprašate. V tem je, nekdo je prej omenil pustolovščino na začetku, pustolovščina. To je prava pustolovščina. Ker linearno, premočrtno, rutinsko življenje od rojstva do smrti je sam dolg čas, če mene vprašate. Ali pa pomeni kopičenje istega. Še malo več, pa še malo več, pa še malo več. Tako življenje se meni zdi prav zelo produktivno. Produktivnost je v bistvu zavezana temu, o čemer že ves čas govorim, se pravi singularnosti. Singularnost je koncept, ki smo ga razvili zato, da bi poskušali z njim misliti. Ne mislimo singularnosti, ampak s singularnostjo mislimo to, kar je objektivna, možna, ker ni nujno, da se to vsakem posamezniku zgodi, objektivna, možna izkušnja vsakega človeka. Namreč, govorim o tem, kar je logično nujno za vsako zavest o sebi. Nobena zavest o sebi ne mora biti identična s seboj. Vsaka zavest o sebi je taka, da je odprta
do sebe, oziroma da spoznava, da je zavest o svetu odprtost do sveta. Oziroma še bolj radikalno, da je svet že narejen tako, da je taka zavest možna, kar pomeni, da je svet sam odprt, se pravi, zaradi odprtosti sveta je možna zavest o njem in ta zavest je vselej zavest o tej odprtosti samega sveta. In kolikor je zavest o zavesti, je zavest o odprtosti. Ali, če hočete, je zavest o neidentičnosti seboj. Svet ni identičen seboj in ne more biti nobena identiteta, ki jo lahko ljudje mislimo, ne more biti identična seboj. Čeprav se imenuje identiteta. Zakaj ne more biti? Ker bilo bi zelo enostavno, če bi bila. Ljudje bi si vdihnili, ker bi potem, ne vem, mentalni napor, naprimer, bi bil bistveno manjši, ali pa sploh morda ne bi bil potreben. Ker bi rekli, za množico identitet, recimo objektov, predmetov in tako dalje, v svetu dogodkov ljudi, preprosto vemo, kaj so, identitete bi bile določene, bile bi, kot sem rekel, zaprte same vase, bile bi identične s seboj in ljudje bi točno vedeli, kaj je. Naša izkušnja pa je pravzaprav pogosto ravno nasprotna. Vedno znova se nam zdi, da čisto dobro ne vemo, kaj sploh je okrog nas. Mi čisto dobro ne vemo niti zase, kdo sploh smo. Mi se zaradi tega lahko vedno znova sprašujemo, vsak zase, naprimer, kdo jaz pravzaprav sploh sem, ali pa kdo sem v resnici, ali pa kako naj vem, kaj sem v resnici, da ni to iluzija, da ni to fikcija, da se nisem zmotil, da nisem, ne vem, to me tudi ljudje zelo radi, da nisem ali pa podložni kakšne propagande ali pa manipulacije. Kako ne jaz vem, da drugi ljudje ne manipulirajo z mano? Kako sem lahko prepričan, da govorijo resnico, recimo? Kaj, če se sprenevedajo? In tako da, kaj, če blefirajo? Kaj, če jaz sam blefiram? Človek lahko samega sebe sprašuje o tem isto. Kako ne jaz vem, da samemu sebi ne lažem? To so vprašanja, ki so pertinentna. To niso izmišljena vprašanja. Vsak človek lahko začuti, da veljajo tudi za njega. Za vsakega človeka veljajo. Ni nujno, da se to dogaja vsak dan, pa nenehno, ampak sem pa tja, če vsaj malo razmišljamo o svetu. Druge, če postanemo, ne vem, kaj sem, kokoši, pač letamo po svetu, kakor se pač zdi, da je treba letati. Če vsaj malo razmišljamo, takoj naletimo na ta vprašanja. Zakaj? Nujno je, da naletimo na nje in to je že dobro. Badiou pravi natanko takole, da bi sploh lahko mislili karkoli. Pravi, če smo bitja, ki smo zmožna za razmišljanje, in je to naša dolžnost, da bi sploh lahko karkoli mislili, mora biti tisto nekaj, imenujemo to X, tako, da ga lahko vselej mislimo še enkrat. To je osnovni aksiom razmišljanja. Ko razmišljamo o identiteti česarkoli, vodikovega atoma, je vedno možno, kadarkoli kasneje, še enkrat misliti to, kar smo domnevno že premislili. Oziroma, tako kot pravi Alain Badiou, da bi mislili karkoli, mora to, ni važno, kaj to je, in to še enkrat X, biti razcepljeno na dvoje. Pravi, nobena identiteta, ničesar, ne more biti enotna, torej identična s seboj in taka, da jo z poimenovanjem, oziroma z artikuliranjem, z jezikom opišemo enkrat za vselej. In iz tega sledi zelo preprost sklep, oziroma ugotovitev, ki je problem, kot sem že prej rekel, to je
objektivni in aktualni problem za čisto vsako človeško bitje, kolikor misli. To ni problem za šimpanze, to ni problem za kokoške, ni problem za ribe, za ljudi pa je. Oziroma za vsako bitje, kolikor misli. Se jaz ne trdim, da samo ljudje mislijo. Če bodo v določenem trenutku roboti znali misliti, ali računalniki, bo zanje veljalo isto. Nič drugače ne bo. Zato je popolnoma odveč biti paranoičen, češ, ko bodo enkrat roboti pa računalniki postali bolj inteligentni kot mi. Računalniki ne morejo postati bolj inteligentni kot mi. Če razumemo inteligenco strogo. Jaz ne mislim, da je inteligenca, veste, hitrost izračunavanja. Vsak računalnik je že danes bolj inteligenten od mene. Vsak računalnik hitreje zračuna, ne vem, kvadratni koreni iz 25-mestnega števila. Jaz ga itak ne bi po moje do konca življenja zračunal. Ne govorimo o tem, to z inteligenco ima veze. To je hitrost procesorja. Nima veze z inteligenco. Imajo pa tole. Za inteligenco je značilno, da je zmožna misliti katerikoli objekt, se pravi tudi sebe. In da je značilno za samo misel, za samo razmišljanje, da je vsak objekt vselej razcepljen na dvoje, kar pomeni, da ga je vselej po definiciji mogoče misliti še enkrat. In da, ko ga boste mislili v drugo, ga ne boste mislili na enak način, kot ste ga mislili v prvo. In seveda, zaradi tega, tudi Badiou konča, recimo ta del razmišljanja, da noben miselni proces se ne more ustaviti. Pravi, nikoli ne morete priti do točke, kjer bi se lahko ustavili in bi rekli tako. Zdaj smo pa premislili, naprimer, tale objekt ali pa oni objekt, nam ni več treba misliti o njem. Takega konca kratko malo ni, oziroma je kvečemo fiktiven. In to, da je fiktiven, se lahko hitro prepričamo. Recimo, če sprašujete znanstvenike, ni treba, da samo vsakdanje ljudi. Tudi znanstvenike, če jih sprašujete, se to dogaja, če se s tem ukvarjate, vedno znova, da kdo reče, kot sem že prej omenil, saj o teh stvareh pa pravzaprav vemo že vse. Tem pa ni več treba kaj dosti razmišljati, ali pa, če morda zdaj še ne vemo, bomo pa nekoč. To so fikcije. Fikcije fizikov so recimo teorija vsega. Teorija vsega. En tak elegantni način prišli do, ne vem, ene same enačbe, ali kaj se ene same ugotovitve ali pa kaj takega, in bi lahko rekli tako. Zdaj pa iz tega lahko izpeljamo vse. Ne morete, ker vse sploh ne obstaja. Realnost je odprta in nikoli ne bo vsa. To objektivno dejstvo, kot sem rekel, predstavlja v vsakdanjem življenju za človeka nujno problem. Problem predstavlja zato, ker bi se radi ustavili, radi bi se spočili, radi bi rekli, imam dosti že tega razmišljanja o čemerkoli že, meni se ne da več ali pa me ne zanima. Vse nas k temu počasi nese. Vsi smo nagnjeni k takemu načinu razmišljanja. Vendar, tisto, kar nam bi moralo dati misliti, da bi se morali upirati temu principu Lenove, temu principu Lenove, zakaj pa ne, je pa tole. Vsakdo zopet ima izkušnjo, da se mu v življenju dogaja, da bolj ko je fiksiran na kakšno spoznanje, recimo, kakšno interpretacijo, kakšno način razmišljanja, bolj ko je fiksiran, bolj ko bi ga rad ustavil, slabše je. Ne sam zanj in za njegove miselne postopke. Slabše je zlasti za skupno življenje. Vsak človek mora biti v vsakdanjem življenju skupaj, saj še z nekaterimi drugimi ljudmi. Kako se to kaže na najbolj trivialni vsakdanji ravni? Tako, da se ljudje nenehno prepirajo. Kar samo po sebi seveda ni čisto narobe. Problem na tej trivialni ravni pa je,
da se ljudje preveč oklepajo teh fikcij, tega, kar bi radi zaustavili. Zaustavili v smislu, jaz sem določene stvari že premislil, vem, kakšne so in pač pri tem vztrajam. In zato zelo hitro pride do spopada z drugim človekom, ki pa recimo misli kako drugače o tej isti zadevi, ali pa če ne pride do spopada, pride vsaj do tega, da poskuša ta, ki je domnevno že premislil nekaj, prepričati onega, drugega, da ima prav. To se nam dogaja nenehno. Kaj pa, ko je prav, da vztrajamo? Do tega pa še pridemo. Še eno stvar bi zdaj dodal, potem pa bomo že prešli k temu. Če bi bili ljudje bolj navajeni, če lahko rečem, že v šolah, recimo, pa doma, ko se vzgajajo, misliti, bi bila zadeva lahko vsaj malo bolj znosna. Kajti misliti je nekaj, kar je ravno nasprotno od tega, držati se fikcij ali pa braniti jih pred drugimi potencialnimi nasprotniki. Iz tega, kar sem prej povedal, sledi, noben miselni proces nikoli ne bo dokončan. Ne more biti. Kar pomeni, da so vse trditve vselej začasne. In če bi se zavedali, da so samo začasne, jih morda ne bi tako goreče branili pred drugimi, kot da so večne. Kolikokrat recimo ljudje rečejo, bom pa že vedel, kako je. Jaz pa že vem. In če ste pozorni, v vsakdanjem življenju se pogovori med ljudmi ekstremno redko kdaj zgodijo tako, da če nekdo reče kaj takega, kar je drugačno od tega, kar rečete sami, se ekstremno redko zgodi, da ga vprašate, aha, to je pa zdaj čist nekaj drugega, kot sem jaz mislil, ali pa mislim, ali pa sem verjel, ali pa verjamem, a mi lahko to pojasniš. Zelo malokrat se zgodi, zelo velikokrat pa se zgodi, da poskušamo v trenutku tisto zmanjšati ali pa preprosto zbrisati ali pa na nek način dokazati, da se ta naš sogovorec recimo moti. V trenutku, ko sta dva človeka skupaj, je zelo verjetno, da bo prišli od tega. Čeprav imamo na voljo vsa orodja, da bi se pogovarjali in če nečesa ne razumemo, da najprej vprašamo, kaj človek s tem misli, kar je ravno kar rekel. Mi smo preveč polni refleksov, da če je nekaj drugačno od tega, kar mi mislimo, enostavno tisto razglasimo za neumnost. Ali pa za nekaj, kar pravi, je brezvezno. Misliti se v tem primeru sploh ne pride v poštev, oziroma misel ali pa razmišljanje zaradi tega ponavadi poteka zelo ozko, zelo omejeno. Zelo omejeno. Pač človek reče, jaz se spoznam na določene stvari, z njimi se ukvarjam in znotraj tega znam recimo nekaj povedati. Ne znam pa povedati o tem in o onem, o tretjem in četrtem. Ampak osnovna lekcija, filozofska lekcija, osnovna Sokratova lekcija je ravno nasprotna od tega. Sokrat se je pripravljen pogovarjati s komerkoli. Njega ne zanima, ko se pogovarja z obrtnikom, da on sam ni obrtnik in da nima pojma o tem, kar zna ta obrtnik. Če ste brali kdaj Sokratove dialoge oziroma Platona, potem se zlahka o tem prepričati. Sokrat že vnaprej reče, in to je pravi pomen tistega njegovega vzklika, vem, da ničesar ne vem. On že vnaprej reče svojemu sogovorcu, poklic, ki ga ti upravljaš,
je prav gotovo nekaj, kar te kvalificira, da lahko rečeš, da veš o tistem več kot jaz, ker to ni moj poklic. Pravzaprav Sokrat sploh nobenega poklica nima. On je filozof. Edino, kar on zna, je to, česar v bistvu ne zna nihče drug. In to je misliti. On zna misliti. To je vse, kar zna. Medtem, ko se njegovi sogovorci oklepajo svojih fikcij, svojih poklicov. Tistega ozkega znanja, ki so ga pač osvojili. Skozi usposabljanje, šolanje in tako dalje. Ampak Sokrata to ne zanima. Sokrata ne zanima, če bi se pogovarjal z avtomehanikom, dobro, on bi se težko z avtomehanikom, ali z enim konjarjem, ali kaj, ladedelcem, nekom, ki dela čovne. Njega ne zanima, da bi mu sogovorec povedal, recimo, kako se čovne izdeluje. On ga tudi ne povabi k razmišljanju o tem, čeprav se pogovarjate recimo o čovnih. Sokrata zanima nekaj drugega. Sokrata zanima misel sama. Sokrata zanima, ali njegov sogovorec zna misliti. A veste, misel je onkraj, misel ni zbirka podatkov. Misel ni informiranost. Ta človek pa zna misliti, zato ker je enciklopedija na dveh nogah. Ni nujno, da zna enciklopedija na dveh nogah misliti. Gotovo, da ima veliko podatkov v glavi. To 100% res. Ampak to niti približno še ne pomeni, da zna tudi misliti. Misliti pomeni nekaj narediti. Tudi s podatki, z dejstvi, z informacijami. Zlasti pa pomeni nekaj narediti z mislimi samimi. Razmišljanje je zato vedno proces. Razmišljanje ne more biti nizanje podatkov. Otroci se v šolah ne učijo misliti, ker se učijo podajati odgovore na vprašanja. To ni isto. Jaz verjamem, da obstaja kakšen učitelj, ampak jaz ga še nisem srečal. Pa da obstaja, se nisem srečal vseh. Ki bi pozval recimo učenca ali pa dijaka ali pa študenta k tabli, na katedru ali kam že, k katedru in bi mu rekel tako. Dragi dijak ali učenec ali whatever, a si ti za to, da bi midva zdajle malo mislila? Naprimer o neki temi. Naprimer o temi, ki je zelo aktualna v tem času za ta svet. Naprimer o fotosintezi. Lahko da obstaja še enkrat. Kakšen tak. Sam jaz bi še že srečal. Obstaja pa učitelji, ki pa se mi že srečal, ki pokličajo dijaka ali učenca k tabli in rečejo tako. Zdrdrej mi definicijo fotosinteze. In ko je on zdrdra, 5. To ne pomeni misliti. To za razmišljanje nima absolutno nobene zveze. Imajo pa spomnjenje. To pa prav gotovo. Spomnjenje me pa ima. In potem vprašate tega istega dijaka čez 20 let, ko ni več dijak, ko je odrasel človek, in postane kakšen tisti, ko je skeptiki so, zdaj neki skeptiki obstajajo, climate change skeptics. In vprašate, ok, zakaj je v zraku tako veliko CO2? In ne zna povedati, oziroma reče, se to sploh ni res. Ali pa reče, da če že res iz vulkanov, vulkani bruhajo. Pojma nima, zakaj je CO2 vse več v zraku. A bele pa 5 pri biologiji, kemiji, whatever. Pa še pri fiziki zaradi meni, pa vseh 3 primerih skupaj. Ker se ni naučil misliti. Ne ve, zakaj je povprečen državljan, ne ve, zakaj je. Odkot? Pa zakaj ti znanstveniki trdijo, da je to CO2 v zraku? Odkot? Odkot je pa prišel v zrak? Zato je njihov spontani refleks zarota. Zalotili so se proti nam. Sigurno so plačeni od kakšnih ljučarskih korporacij. Torej, če bi znali misliti, potem bi se zagotovo ukvarjali veliko več kot pa se s tem objektivnim dejstvom, okrog katerega se danes vsi sučamo in je aktualni problem za čisto vsakega človeka. Namreč, če identitete niso fiksne in niso torej identične s seboj,
kaj nam pol sploh preostane? Odgovor je seveda ta, ne? Misliti. Misliti pa med drugim pomeni tudi biti bolj spoštljiv do drugega človeka. Biti bolj spoštljiv pa pravzaprav pomeni, a mi lahko, ne vem, pojasnite, kako ste prišli do svoje trditve. Zdaj, meni lahko nekdo reče, da je 2x2 5. Bi pa želel, če mi lahko to pojasni. Kako ste prišli? Povejte mi proces, opišite mi proces, ki vas je pripeljal do te trditve. Ker se mogoče pa je 5, pa jaz tega ne vem. To je bila taka zelo preprosta matrica medsebojnega spoštovanja. Trdiš nekaj, jaz ne vem, kaj čisto natančno to je, prosim te, če mi pojasniš. In to je uvod v pogovarjanje, oziroma v razmišljanje. Če bova nekaj časa skupaj se pogovarjala in razmišljala, je precejšnja verjetnost, ker smo oba misleči bitji in znala misliti, ker imamo približno enake možgane, oziroma imamo zmožnosti za razmišljanje, vprašanje, če znava, ampak zmožnosti pa imamo. Bomo čez nekaj časa razčistila, kot se reče. Razčistila bova, kdo ima recimo, vsaj v tistem trenutku, for the time being, prav. Meni je zmanjkalo argumentov, tebi tudi okej privzeliva za trenutek, da je 2 + 2 5. Ampak mogoče bo pa že jutri drugače, ker bo imel kdo od naju nove, kot se temu reče, argumente. Ampak ta proces, če ste zelo pozorni, ta miselni proces, je natanko tak, kot je proces, ki na koncu da eno pesem, ki proizvede pesem. Ker pesmi ne morate kar tako ustvariti, da zmečete skupaj par misli, ne, kot je ona gospa takrat rekla, ampak pomeni, da zelo, včasih je to mukotrpno. Vprašajte Prešerna. Kako je to mukotrpno početje, da zložite vse tiste besede skupaj, ker jezik ni narejen za pesmi. Mislim, med drugim je tudi za pesmi, a po sedanjem življenju ga ne uporabljamo na ta način, se ne pojemo v čas, ne pesnimo. Pesem je pravzaprav neka, skoraj bi rekel, skrajna oblika rabe jezika. In se moramo zelo potruditi, da pač je pesem, to kar se vemo, približno kaj pesem je. In to je dobro, ker se moramo potruditi, da jo napišemo. Se pravi, se moramo opirati principu lenobe. In to nam lahko v sedanjem življenju pogosto koristi. Če imate kakšne analitične izkušnje, recimo, ali pa če boste imeli kdaj, ali pa zanimljivo, da imate ravno analitične, boste se gotovo z mano strinjali, da zna biti vsakdanje pregovarjanje z ljudmi ali pa prepiranje hudo, mučno in naporno. In da se velikokrat zgodi, da imajo ljudje drugega dovolj, da so siti drugega in da na svetu tudi marsikateri odnos preprosto razpade, ker enostavno ljudje se znajdejo v neki pasti, s kateri več ne znajo se več naprej pogovarjati, ne gre naprej, ne gre nazaj, nobene nove misli ni, ali pa je noče biti, ali pa nihče noče slišati, tudi če je, in tako dalje, in tako dalje. Skoraj zapleto je gotovo veliko, to se boste že morali strinjati. Čeprav je, pravim, osnovna matrica sorazmerno preprosta in potem se pojavi še eno osnovno vprašanje. Zakaj se ljudje ne potrudijo malo bolj, ker bi si lahko vsaj malo, morda pa celo veliko, olajšali medsebojno skupno življenje, ker skupaj pa moramo živeti in pogovarjati se tudi moramo. No, to je ena koordinata tega nujnega problema, s katerim se srečuje vsak človek. Se pravi, če ga še enkrat pa vzamem, kako biti drug z drugim. To je problem in ne obstaja enostaven odgovor. Vedno znova se pravzaprav zastavlja, kako biti drug z drugim, tako da nam bo znesel, seveda. Da ne bomo končali kot Sokrat. Da ne bomo recimo, čeprav, da ne bomo končali kot Sokrat, to se navezuje pa na to drugo koordinato, kajti Sokrat ni končal tako, kot je, zato, ker bi bil zloben. Ampak je končal zato, ker ljudje okrog njega niso opravili domače naloge. Ja, vem, kaj mislite, ampak da bi se ne bi znašli v kakšnem nerodnem položaju in bi bil kakšen nesporazum, bom to še komentiral, ampak to je itak uvod, kot sem rekel, v to drugo razsežnost tega problema, ki ga imamo vsi. Namreč,
kolegica je prej rekla, ja, kaj pa, če obstajajo situacije, v katerih je pa treba vztrajati. In dejansko obstajajo. To je zanimiva razsežnost naše zmožnosti za simbolna dejanja, kot so recimo, kot je primer pogovarjanja. Ne? Zdaj smo govorili, bolj ali manj smo govorili o tem, da je v vsakdanjem življenju na nek način vedno znova treba nekako popuščati. Ne preveč napenjati mišice, da ne pridemo v situacijo, o kateri smo ravno kar govorili. Malo popuščati. Ne? Zdravi, več dobronamernosti bi temu rekli, dobronamernosti ali širokogrudnosti bi celo rekel. Ne? Jaz bi celo, morda, veste, celo galantnosti, ne? Ali lepega vedenja. Lepega vedenja. Ne? Gotovo je to zelo smiselno, če mene vprašate, zelo na mestu. Veliko je vulgarnosti. Recimo, ljudje se znajdejo pogosto v situaciji, ko začnejo lajati drug na drugega v 1 minuti in se zmerjati nekam pošiljati. Ne? Več vljudnosti, ne, bi se kazalo tudi na ta način, da sem že prej rekel, ok, vidim, da trdite, da je 2 + 2 5, ali bi mi prosim to pojasnili, ker meni se zdi, da je 4. Ne? Ampak čist možno je, da se jaz motim. To bi bilo zelo fajn, če bi ljudje znali to večkrat dodati. Možno pa je, da se jaz motim. Ne, vedno moj nasprotnik, ne? Ker praviloma je tako, da se nasprotnik moti. Pa ja nimaš, ne? Mogoče, ampak mogoče pa da ga jaz nimam. Torej, več galantnosti. Zdaj, k drugemu vprašanju. Zdaj, tem vprašanju, ki ga zastavlja Jernej. Ali obstajajo situacije, kjer pa ni treba popuščati in pravzaprav ne bi smeli? Ja, prvi odgovor je da, obstajajo. Ampak, to je treba zdaj artikulirati. Ne? Kako vemo, da obstajajo? In kaj pravzaprav to za nas, navadne smrtnike, pomeni in hkrati, kakšno zvezo ima to s teorijo subjekta? Spet, prvi odgovor na to vprašanje je vso. To, kar bomo zdaj v nadaljevanju povedali, ima vso zvezo s teorijo subjekta in natanko zaradi tega je teorija subjekta tudi morala nastati in je nastala. Ker če ne bi nastala pred 50 leti, bi se jo bilo pa treba izmisliti danes. Ali pa enkrat. To je tako gravitacija. Prej ali slej se mora pojaviti Isaac Newton in jo artikulirati. Oziroma, nekdo, ki je bil to zmožen narediti. Okay. In odgovor na to vprašanje, kako je s tem, se pravi, da v določenem trenutku lahko vemo in smo lahko prepričani, da je pa treba vztrajati. Ne zato, ker se naš nasprotnik moti, ali pa zato, ker je neumen, ali pa zato, ker ga sovražimo, ker da ni všeč njegova pričeska ali pa kaj takega. Ne, noben tak razlog ne pride v poštev. Kajti, ko se znajdemo v situaciji, v kateri lahko dokažemo, da pa je treba vztrajati, pa velja še tole. Mi ne vztrajamo navkljub drugim ljudem, ali pa zato, ker imamo kaj proti njim, ali po domače, obstaja logika upora, ki ni usmerjena zoper nikogar. Ljudje ponavadi razumejo upor kot nekaj, kar je pač usmerjeno proti nekomu. Ne? Zato ljudje znajo tudi povedati, jaz se upiram temu človeku, ali jaz se upiram, ne vem, temu zakonu, ali jaz se upiram tej praksi, ali jaz se upiram tej politični stranki. Skratka, praviloma razumemo upor na ta način, upor zoper nekoga, ali pa zoper nekaj. Jaz govorim o nečem drugem. Govorim o uporu, ki je paradoksen. Ni upor proti, ampak je upor za nekaj. Kar je bistvena razlika. Dolgo časa se upirate nekomu ali nečemu, se s tistim spopadate, ne, je čisto možno in to se tudi dogaja med ljudmi, da boste vztrajali toliko časa, da boste svojega nasprotnika na primer uničili, odstranili. Ne. Tudi ta možnost obstaja. Ni nujno, da je pogosta, ampak obstaja pa. Včasih se to zgodi, da pač nasprotnika preprosto uničite. Ali pa on uniči vrst. Ljudje so včasih sekirani po glavu, recimo, ali pa zmacolani, pa z noži, pa kaj se, s čim se še vse zabavajo drug od drugega. In to me ne zanima zdaj.
Mene zanima upor, ki je afirmativen, ki nekaj afirmira, ki je kreativen. Ta upor ni kreativen, ta je sam zblojen. Jaz sem proti nečemu, jaz sem pa proti. Ok, a sploh veš proti čemu si? Ma ni važno, jaz sem proti. A pa, zakaj pa si proti? Ma zato, on je nor. Ne znajo artikulirati. Ok, kaj je afirmativni upor? V vsakdanjem življenju vsi vemo, da moramo ubogati zakone. Njih ubogamo, bolj ali manj. Bojimo se kazni ali pa smo se preprosto pripričali, da čisto prav in se držimo iz, kot se temu reče, avtonomnih razlogov. Rdeča luč je tam zato, da se pač ustavimo, ne samo zato, ker nočemo imeti težav, ampak zato, ker je preprosto tako prav, ker smo se tako dogovorili. In če smo se tako dogovorili, pač držimo se dogovorov. Obstaja pa način razmišljanja, ki izhaja iz tega osnovnega aksioma, da identitete niso identične same s seboj. Iz tega izhaja tale razmislek. Prvič, vprašanje. Ali se moram res držati vseh pravil, ki pač veljajo v občestvu, v katerem živim? Ne mislim samo na pravila, ki so napisane v Kazenskem zakoniku, ali ki so v drugih pravilih, ali zakonih, ampak mislim zlasti na moralne, oziroma etične zakone. Ali se je treba vselej, na primer, držati 10 božjih zapovedi? Ali se je treba držati vselej, govorimo vselej, ne samo včasih, ker drugače ne bomo nikamor prišli. Ali se treba vselej držati, ne vem, zapovedi ne laži? Ali pa lahko najdemo, skladno z začetnim aksiomom, vsaj en primer, ko se ni treba. Oziroma, lahko najdemo, če seveda razmišljamo dovolj dolgo časa, vsaj en tak primer, ko je ravno nasprotno od tega res, oziroma je moralno, oziroma etično. Obstaja situacije, ko je pa moralno lagati in je nemoralno, če ne lažemo. Ali pa je moralno ukrasti nekaj in je nemoralno, če tega ne naredimo in tako dalje in tako dalje. Kako je možno, oziroma kaj to pomeni, da lahko pridemo do vsaj enega takega primera in samo eden je dovolj, da ovržemo trditev, vselej se je treba držati tega zakona. Zadošča en sam primer, to je logično. Zakaj je tako? To je vprašanje, ki je komplementarno onemu prejšnjemu spraševanju. Spraševanje, zakaj identitete niso identične same seboj, zakaj niso istovetne, kot bi se v slovenščini rekla. Identitete niso istovetne seboj. Zakaj torej je možno najti vsaj en tak primer? Možno ga je najti zato, in zdaj se spet navezujem na tekst iz maja leta 1977. Ko govori o teoriji subjekta, to je zanimiv naslov njegovega prispevka, veste, govori o teoriji subjekta po Sofokleju. Po Sofokleju. Spravi, govori o nečem, kar je vezano na avtorja, ki je živel pred 2500 leti. Kar je vznemirljivo. Torej so stari Grki že proizvedli dovolj misli, idej, ki nam omogočajo razvijati v drugi polovici 20. stoletja teorijo subjekta. Osupljivo. To je problem kralja Ojdita. Ja, pa Antigona. Je. Zanimivo je, da je 2500 let bilo treba počakati, da je, na primer, nekdo, sklicujoč se na Sofokleja, artikuliral teorijo subjekta, ker Sofokleju ni. Sofokleju se sanjal o teoriji subjekta. Po Platonu tudi ne. Še Freudu se ni sanjal. Freud ne govori o subjektu. Prvi, ki govori o subjektu, so Althusser, Lacan in Foucault. O tem smo pa že zadnjič govorili. Zanimivo, 2500 let. Ampak hkrati se je tudi zanimivo, da je Sofoklej kot, on je bil teoretik, on je bil filozof.
pisatelj, ne? Da je prišel nasled, če lahko tako rečem. Kralj Oidip je fiktiven, se Antigona tudi nikoli ni živela. Ampak je prišel, ne, z razmišljanjem na nekem robu, če bi se navezal na pesnike, ne, na nekem robu, kot dramatik recimo, ne, prišel nasled temu, kar je moralo počakati 2500 let, da je nekdo to artikuliral naprej, ne, in iz tega razvil teorijo subjekta. In Antigona, on jo potrebuje, Sofoklej potrebuje Antigono. Ker če Antigone ne bi bilo, se v Tebah ne bi zgodilo nič kaj prav zelo dramatičnega. Po pač vojni rane bi se zacelile, Polinek bi pač zgnil tam nekje zunaj obzidja, ljudje bi pač se vrnili, kot se reče, v stare kolesnice. In Sofoklej je bil dovolj, torej vztrajen, da je načel, če lahko tako rečem, in je, to je gotovo res, načel običajno razmišljanje. Običajno razmišljanje je, ja, vojne se dogajajo, kriminal se dogaja, ljudje smo pač taki, vedno znova se je to že zgodilo, tudi v prihodnosti se bo, ni pravzaprav to najbolj razrešujoča novica, ampak lej, tako je, bla, 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 bla. Sagrani zdravi razum se s tem ponavadi zadovolji. Ne? Pika, konc stavka. Sofoklej pa ve, da ni konec, da je mogoče reči še kaj. Ne? Zato tudi priredi dogodke tako, da se na sceni pojavi Antigona. In Antigoni Sofoklej položi v usta nekaj, kar ima status travme v strogem pomenu besede. O tem sem že danes govoril. Šoka. To, kar reče Antigona, je šok ne samo za Kreona. To je šok tudi za njeno sestro Ismeno. To je šok za vse. To je šok. Strogo vzeto je to šok, ker Antigonini potencialni sogovorci, ampak vidite, Kreon noče biti njen sogovorec. Kreon ne reče, draga Antigona, govoriš meni neznan jezik, tudi slučajno te ne razumem, kaj hočeš, ali bi mi to pojasnila. Ne, on reče, jaz sem tvoj kralj, ti si podložnica in ti boš ubogala mene, in tako se posklicuje na tebanske zakone, kaj tebi ni jasen. A vidite, kralj Oidip, ne, pardon, preskakujemo, Kreon se ne pogovarja in se tudi ni pripravljen oblastnik. On zastopa to, kar je med drugim celo uzakonjeno v Tebah. On ne naredi nič posebej, on se reče, v zakonu piše, Polinejka ne moramo pokopati in konc. On je izdajalec in izdajalca ne pokopljamo. Vrgli ga bomo na smeti. In nobeden v Tebah Kreonu ne ogovarja, ker ni ničesar, ničesar ni, kar bi omogočalo komorkoli, da bi se s Kreonom sprl. Ker law-abiding citizens, se pravi državljani Teb, si mislijo, ja, sem prav. Zakaj pa tega treba še dodati? Kreon ima čist prav, on je kralj, v zakonih res tako piše, Polinek je res izdajalec, torej mora biti Antigona malo čudna. In tukaj je zgodbe konec. In navadno jo je konec. To je matrica, ki se nam dogaja nenehno. Vedno znova je čuden tisti, ki pa najde v navidez sklenjenem svetu, kjer je vse na svojem mestu. Vse je na svojem mestu. Bila je vojna, tukaj je kralj, tukaj je zakon, tukaj je izdajalec, vse je na svojem mestu, majčkeno pomislite, aha, Kreon ima prav. A vidite, to je svet, ki je identičen sam s seboj. In ljudje verjamajo, da je identičen sam s seboj. In rečejo, pri nas v Tebah, zdajle, pač tako je. In ker tako je sklep samo eden. Polinejka ne moramo pokopati. Antigona je pa čudna, ker trdi, da ga je treba.
Ampak Sofoklej ve, there is more. Možno je še nadaljevati to zgodbo. In spet, zgodovina nas uči tudi tega, da se vselej najde vsaj eden, ki to naredi. Vselej je vsaj eden, ki je dovolj pogumen, da to naredi. Ker zato je pa res treba imeti pogum. Vselej je vsaj eden, ki ima dovolj poguma, ne zato, ker je, ne vem, tako vzgojen, ali pa zato, ker ima take gene, da bi se ljudje hitro potolažili. Ja, on je pač tak, se že njegov starši za malo čudi. Ne. Človek ima pogum. Ne zato, ker so ga tako vzgojili, ampak zato, ker je pogum druga beseda za nekaj, kar je inherentno sami realnosti, kolikor ta ni sklenjena sama seboj. Kar pomeni, drugače rečeno, da je možno vztrajati v neki razpoki, možno je vztrajati v neki razliki, v neki diferenci, zaradi katere svet ni sklenjen sam seboj. In drugo ime za to vztrajanje je pa subjekt. Zato je subjekt nujen. Ker če nimamo teorije subjekta, imamo svet, ki sem ga ravno kar opisal. Posamezniki so taki in drugačni, vsak drugačen malo drugega, zakoni so taki, kakršni so, se jutro bojo pa mogoče drugačni, se predstavljati so tudi drugačni in v našem svetu, takole, kot pač mi mislimo, da je, tudi je. Subjekt je pa tisti presežek, ki pravi, ja, verjamem, da vi vsi mislite, da tako je, jaz pa trdim, da je možno zgodbo nadaljevati. Jaz pa trdim, da je možno povedati še nekaj. In to še nekaj je vedno nekaj novega in deluje kot travma na občestvo, v katerem se pač to novo pojavi. Torej, Antigona je travma v strogo Freudovem pomenu besede. To je travma. In to je pomembno za razumevanje samega Freudovega koncepta. Antigona nikomur nič ne naredi. Ona je krhka deklica, ki tudi ne more nikomur nič narediti. Ona ni, ne vem, Schwarzenegger ali, ne vem, Terminator ali, ne vem, neko Batman ali super, ne vem, kaj bitje Spider-Man. Ni! Ona je dekla krh, ona je najstnica. Ona ima nobenega orožja. Z nikomur se ne prepira, nikomur nič noče. Počne zgolj eno samo stvar in samo eno. Vztraja kot tista razpoka v sami realnosti. Antigona tega, kar dela, ne dela zaradi sebe. Moj interes je tak, ne vem, moja želja, da se poli neki moj brat. Ona se sklicuje, če ste natančno brali Antigono, na starodavni zakon bogov. Ona je subjekt v strogem pomenu besede, subjektus, podložnik. Ona ne reče, zdaj bom pa jaz vam povedala, ker sem bolj pametna, kaj ve. Ne. Znači, jaz sem zgolj poštar. Bogovi tako hočejo, da se poli nekaj pokoplje. To je vse, kar Antigona reče. In ne gre za nekakršne domačijske vrednote, ne vem, kaj še to tam v gimnazijah učijo. To ima veze z domačijskimi vrednotami. Tudi najmanjše ne. To ima veze kvečemu z etičnim zakonom v strogem pomenu besede. Včasih, pazite, etični zakon ni pravilo, ki ga obogate. Antigona tega ne ve. Beri Sofokle, on tega ne ve, on ni filozof, on ni teoretik. On še ni razvil teorije subjekta. Zato pač mora reči, ko Sofokle piše Antigono, ti, manj je zdaj Antigona reči v Kreonu. Ne more reči, da je ona zdaj se nekaj izmislila, ker jo bo ustregel še njo. Ne more reči, da je tle neki najstnica, se upiram, bo rekel, da je najstnica, da je spet. Kralj bo najstnico poslušal, ker se upira, pa kvaže, kam pa pridemo, če vsakega najstnika poslušamo. Bi si mislil Kreon, ne? In Sofokle pravi, kaj naj položim v usta, kaj ne reče Antigona? In nima boljšega, kot da reče,
sklicuje se na starodavni zakon bogov. Danes, pa, ker imamo teorijo subjekta, rečemo nekaj drugega. In Rimbaud tudi to naredi, sklicujoč se na Sofokleja. Sofoklej se zahvali za to, kar je napisal, in reče. Prej smo govorili o pogovarjanju, o razmišljanju. Obstajata še dve razsežnosti našega vsakdanjega pogovarjanja, ki se ju bolj ali manj zavedamo ali pa bolj ali manj ne zavedamo. Zdaj ni važno. Še dve razsežnosti sta in Rimbaud najprej upozori na to. Dve razsežnosti vsakdanjega pogovarjanja, vsakega miselnega procesa. Vsak miselni proces ima še dve razsežnosti. In to sta pravičnost in pogum. Prvič, pogum je povezan s tem, kar sem ravno kar nakazal. Pogum je v bistvu zmožnost človeka, da gre v razmišljanju dovolj daleč. Da se ne ustavi na sredi, na pol poti. Da se ne ustavi, tako kot se praviloma ustavijo recimo učenci, dijaki v šolah. Učenci, dijaki v šolah se ne vzgajajo za pogumne ljudi. Oni se vzgajajo predvsem za ubogljive. Oni se vzgajajo, učitelj je tako rekel, sigurno tako je, ti sam tih bod pa ponovi za njim. Šola veliko bolj temelji na ubogljivosti, kot pa na pogumu, ki je razsežnost samega miselnega procesa, samega mišljenja. Kar nič drugega kot spodbuda, odidi v svojem razmišljanju dovolj daleč, ali če parafraziram Immanuela Kanta, odidi, samo to mi morate povedati, da je pol 7 ura. Ampak imam dober občutek jaz, ne? Zmeram, kar rečem, je že. Sem veril, da je že, samo... To misli vse in tako čas. Sej bom, ja. Sej bom. K sreči se mi kao ne moti. Včasih, če imam tam koga, se mi moti. Če parafraziram Immanuela Kanta, razmišljaj, kolikor daleč je mogoče, ne kolikor daleč se tebi ljubi. To je nekaj drugega. Kolikor daleč misel sama po sebi lahko seže. Ne kolikor se tebi zdi, ali kolikor je tvoj interes. Ja, v mojem interesu je, da bi samo do tle. Od tle naprej, se mi ne da. Sej tako rečemo, ne? To rečemo. In včasih se celo zdi, da je to čisto v redu. Ampak če smo zelo strogi in če se gremo teorijo subjekta, moramo biti strogi, pa ni v redu. In Antigona to ve, da je mogoče iti daleč. In torej ta pogum, pravzaprav ni toliko osebnostna lastnost, ker Antigona je strah kot psa. Sigurno je strah. Ona se zave, se ni neumna. Ona se zaveda, da tvega življenje. In lahko bi si rekla, zakaj jaz to sploh delam? Mlada sem, če me zdaj ubijajo ali umrem, ja, ni škoda, lahko bi živela, in tako ne moram nič spremljati, pole nekaj je mrtev, vojne je konc, zakaj ne bi preprosto ugotovila, da tako je, ok, gremo naprej, živimo dalje, ne? Pa tudi, če je tako razmišljala, se izmerajo, pravzaprav pregovarja, sestra. Daj nehino rekel, kaj noriš? Daj mir, mene pogledaj, ne škodega mi ni, da se lepo živi mirno sedanje življenje, kaj hočeš. Torej, to je pogum. Zmožnost, da človek samemu sebi reče, ja, strah me je na smrt, ampak vseeno bom vztrajal. Zakaj? Zato, ker je treba. Ne, ker je to v mojem interesu, ker je taka moja želja, ampak zato, ker je tako prav. Kako pa jaz to vem? Mogoče niti ne vem. Mi se sklicujem na starodavne bogove. Mogoče je to slaba razlaga. Ampak Antigona bi rekla, I don't care, me prav malo zanima. A je dobra razlaga, ni dobra razlaga. Jaz čutim, da moram vztrajati pri tem, da se polemika pokoplje, pa konc. Mogoče bo kasneje kdaj prišel kakšen filozof, recimo Rimbaud, pa bo pojasnil moje dejanje. In tudi je prišel.
To je prva koordinata, pogum. Druga je pa pravičnost, ampak to bomo pa drugič. Okay.